Kako pa v Bruslju oziroma v Evropski uniji vidijo željo Slovencev po ponovni pridelavi in predelavi sladkorne pese? Trenutno se v Evropskem parlamentu dosti govori o sladkorni pesi in o napovedih, ki so zopet relativno črnoglede za obdobje po letu 2017. Po ukinitvi kvot. Pričakuje se, da bodo tisti, ki imajo danes proizvodno sladkorne pese, sladkorja, poskušali povečati proizvodnjo, tudi dvigniti pridelke. Videli smo, da je v tej panogi velika profesionalizacija potrebna, tako na polju, v predelavi, v skladiščenju, da je na konec koncev čim večji pridelek in da je sladkorna pesa še bolj konkurenčna drugim kulturam, iz katerih pridelujemo po svetu sladkor, iz sladkornega trsa in iz drugih področji, kot je Južna Amerika ali tudi iz azijskega prostora, kjer prihaja ta konkurenčni sladkor v evropski prostor. Tako da drugače je v Evropskem parlamentu nekega govora o tem, da bi kako Evropski parlament vidi slovensko zgodbo, tega pogovora praktično ni. Tu smo poklicani mi, da se mi odločimo in da mi poiščemo in oziroma ugotovimo, ali takšen model izide ali ne izide. Vesel sem, da so tudi z nami ljudje, ki so že na področju kmetijstva v preteklosti se poizkusili z novimi modeli. V mislih imam gospoda Šumaka, Dejana, ki je z Luštvom, s Paradajzom že šel skozi inovativno zgodbo in mislim, da bo v slovenskem kmetijstvu nasplošno potrebno narediti v glavah nek preskok in se soočiti s tem, da se svet okoli nas zelo hitro spreminja. Tako na eni strani vidimo velike globalizacijske premike na področju proizvodne, na področju semenarstva, če hočete, pa vse do trgovine. In v stari, tradicionalni tudi organizacijski obliki, s starimi prijemi se enostavno zgublja ta bitka v tem prostoru. V Evropskem parlamentu veliko govorimo tudi o problemih v verigi, pošteni trgovini v kmetijstvu, neprimerni porazdelitvi dobrobiti iz te kmetijske proizvodne, da na koncu vedno pride do tega tudi, da se moraš tudi sam organizirati in temu prilagoditi in to igro na nek način igrati. In sam osebno ocenjujem, da je prihaja čas, ko bo v slovenskem kmetijskem prostoru potrebno začeti s temi novimi prijemi in tudi na nek način te tradicionalne zgodbe mogoče v katerem delu malce pozabiti in si upati nekaj več. In to nekaj več je zagotovo možno videti v Nizozemskem, v Belgiji, nikakor ne moreš tega v enaki obliki prenesti na naš prostor, najti pa model, ki izide pri nas.